Poskušal Radio Televizija Slovenije kar se da pokoriti, uničiti in omejiti pri svojem poročanju. In zdaj z novim programskim svetom in s premikom informativnih oddaj z prvega na drugi program se je to tudi udejanilo. Tudi zato je današnji protest posvečen svobodi medijev, kar je še ostalo v Sloveniji, in pa svobodi kulture, kar je še ostalo v Sloveniji, in pozivu, da jo ohranimo, kolikor bo le možno, še vsaj teh 21, kmalu bo 20 tednov do volitev. In na vas, policisti, je, jasno smo povedali že večkrat, kaj se dogaja, kako prebivalke in prebivalci Slovenije gledajo na vašo vlogo v tej celi zadevi v preteklem letu in pol. Ne gre samo za tiste, ki smo danes tukaj, gre za vse Slovenke in Slovence in prebivalke in prebivalce. Vsi so izgubili zaupanje v vaše delo zaradi takih ljudi, zaradi Hojsa, zaradi Olaja in zaradi vas, ki ste preveč ponižni, preveč pohlevni in preveč upogljeni. In čas je, da jasno date vedeti, da ste v službi ljudstva, v službi zakonov in v službi ustave, ne pa v službi Janeza in njegovih upogljencev. V šolo poskušali potakniti čim več verske vzgoje, čim več vojaške indoktrinacije in pa da bodo lahko pritiskali, kar se tiče učnih programov. In v kratkem si lahko obetamo, da bo tako kot na Poljskem in tako kot na Madžarskem, da se bodo začeli pritiski glede izobraževanja o spolnosti, glede splava in celo glede evolucije, ki kar naenkrat ne bo več osnovna teorija o nastanku življenja, ampak se bo treba referenčno nanašati na Sveto pismo. To je njihov načrt, to poskušajo ravno danes uresničiti na odboru v Državnem zboru. Ampak ne bomo molče prenašali tega, ne bomo molčali, ne bomo sedeli doma na kavči, tako kot 85 petkov do zdaj, tudi še 21, oziroma če si izberemo ta trenutek, da izvedemo tale slavnostni prehod v naslednji teden. Evo, še 20 tednov časa imate, Janez Janša, Hojs, Tonin, Počivalšek, Vizjak in vsi ostali lopovi, ni lepše besede, lopovi in kriminalci. Še 20 tednov imate časa, kot je rekel Kacin, uživajte dokler lahko, nagrabite si čim več, izvedite čim več koruptivnih dejanj, kajti račun bo prišel in račun boste plačali in mnogi od vas ga boste odplačevali tudi na Dobu. Zborom in z nami je tudi avtor spomenika izginjajoči neodvisnosti svobodnih medijev. In naj kar odkrije, zdaj bi ga prosil, da naj odkrije to svoje umetnino in postavi na ogled celotni slovenski javnosti. Vsi poznate simbol dečka s piščalko, dečka, ki širi svojo resnico in jo pošilja ven
z neko navdušenostjo in radostjo in mladostno zagnanostjo, ki smo jo čutili leta 91, ti zatisne usta so mu zakrita in te neodvisni mediji, ki so z nami 30 let, so zdaj na robu tega, da odmolknejo. Seveda tega ni storil Janez Janša osebno, ampak je to storil s pomočjo svojih lutk, ročnih lutk Urbanije, Watermausa, seveda ministra Slamonitja in ostalih podložnikov. Ampak zanimivo dejstvo je, da tudi kanal na Facebooku, preko katerega boste lahko spremljali današnji tribuno Glas ljudstva, se imenuje Piščalka. Zanimivo je dejstvo, da vsem tistim, ki se izrečejo javno zoper korupcijo in nepravilnosti, ki potekajo, se reče žvižgači. Skratka, Piščalka še vedno živi na spletu, živi v imenu Glasa ljudstva in še nekaj pozitivnega. Čeprav je ta deček brez Piščalke, pa še vedno ima vse pritikline, ki jih ima ta kip originalno in upamo, računamo na vse zaposlene na RTV Slovenija in na STA in na ostalih medijskih ustanovah, na Delu, na Večeru, na Dnevniku, povsod, da zberejo, da si ne pustijo, kot je minister govoril pred parimi leti, stret jajc, ampak da ohranijo svojo novinarsko vest, svojo profesionalno držo, strokovno, da so zavezani resnicoljubnosti, da ne pristanejo na uravnilovko, da so samo podaljšek mikrofona, da so samo držala za mikrofon, medtem ko Hojs pljuva svoje laži, se dere, prekinja in onesnažuje televizijske valove za svojo prisotnostjo, temveč vztrajajo, poročajo jasno in glasno o vseh nepravilnostih, kriminalnih dejavnostih in škodljivih odlokih te vlade in da skupaj zdržimo do 24.4., ko bomo vsi skupaj združeni na volitvah, imeli moč ljudstva v rokah in bomo glasovali in poskrbeli, da bodo mediji v Sloveniji še naslednjih 30 let ohranili svojo svobodo. Ne glede na vreme, ne glede na vse, se vidimo spet naslednji petek.